Alhambra je poznana po slovitem dvorcu pod Sierra Nevado. Leonu pripada središče mesta. Toledo je mesto, ki je znano že od bronaste dobe. Arona je daleč spodaj v vulkanskih Tenerifih. Če gremo na drugo stran, Ibiza je verjetno nastala ob super plesnih ritmih dobre glasbe, in pa Tarragona, od koder prihaja Tarraco, ki pa uporablja ime Tarragona še iz rimskih časov. Pa se odpeljimo tja. Poglejte ga. Je velik, mogočen, toda a si predstavljate, da bi se imenoval Seat Tarragona? Kajti kot je v navadi, imajo Seatovi modeli imena po španskih mestih in ta velikan je svoje ime dobil v Tarragoni, v mestu 100 km južneje od Barcelone. A če bi šlo za Tarragono, bi šlo zagotovo za kakšno dinamično in vročo strastno Španko. No, točno zato mu je ime Tarraco. For the car itself, Tarraco fits better because, of course, Tarraco gives a sort of sensation of feeling of strength, right? Of robustness. At the end of the day, we think the name really fits with the car. In da bo zabeleženo, kako se pravilno naglasi. Tarraco is the right pronunciation. Pri zamenjavi Tarragone za Tarraca pa vendarle ne gre za goljufanje sistema poimenovanja. We got other cars with the modern name, Leon or Ibiza, not Legio or Ebusus, that was the Latin way. So it's the first time in which this company put a name related to the ancient Roman past, as well in a city as important as Tarraco, as Tarragona. Hkrati ime Tarraco deluje pompozno, bolj umetelno in vzvišeno. Zato katalonski intelektualci raje rečejo, da gredo v Tarraco in ne v Tarragono. Se pa prebivalci Tarragone v bistvu res lahko počutijo vzvišeno kraljevsko oziroma bolje rečeno cesarsko. Tarraco was a Roman foundation done in the 3rd century BC. That will be the first Roman settlement in Western Europe outside Italy. And the best moment was when, in the 27 BC, the first Roman emperor, Augustus, stayed in Tarraco for 2 years. And then during these 2 years, from 27 to 25 BC, Tarraco will be the unofficial capital city of the Roman Empire. So the empire is going to be ruled from here. So that should be our best, our finest hour. Zgodba okrog izbire imena pa je v tokratnem primeru še posebej zanimiva, kajti tokrat so ime izbrali s pomočjo javnega glasovanja. Da mu bo ime Tarraco, je namreč določilo 146.000 Seatovih fanov iz 134 držav. V finalu so bila sicer še mesta Avilja, Aranda, Alboran. A kakorkoli, Tarraco je nova zgodba za Seat. Je prvi tako velik SUV in v odvisnosti od vaših želja tudi primerno drag. Lahko namreč dosega tudi 50.000 evrov in več. Toda po drugi strani, s Tarracom Seatovi trgovci vendarle ne bodo imeli opravka z izključno novimi kupci, kajti ena bistvenih Tarracovih značilnosti je prostornost. Tarraco ima lahko 5-sedežno varianto, lahko ima 7-sedežno varianto, prtljažni prostor 760 litrov. Veseli smo, da model Tarraco omogoča družinam tudi otroške sedeže trivovrstno, se pravi za vse družine, ki imajo 3 otroke. Roko na srce, Tarraco nikoli ne bo mogel zadovoljiti večjih družin tako dobro, kot to zmore recimo Alhambra, ki ima drsna vrata in ločene pomične sedeže in tega se pri španski znamki dobro zavedajo. Zato kljub dejstvu, da se pri drugih znamkah enoprostorci umikajo SUV-jem, pri Seatu vsaj še za nekaj let ostajajo v službi družin. We're really happy with the results of the Alhambra. We're gonna keep selling it for the coming period. Tarraca sicer v resnici že kar dobro poznamo. Vozili smo ga že v podobi Volkswagena Tiguana Allspace in kot Škodo Kodiaq. Oba sta recimo tudi bila v finalu izbire za slovenski avto leta. Z njima si tudi deli proizvodne trakove, v Nemčiji, ne v Španiji. A saj veste, pri izbiri avta nikoli ne gre samo za centimetre in konjske moči. Kar v bistvu danes diferencira ne samo avtomobile, ampak na splošno produkte, je to, kakšna zgodba je za tem. In zgodba že same blagovne znamke, ki odraža neko energijo, neko mladostnost, glasbo, nekako življenje.
V bistvu je filozofija, da življenje ne šteje v letih, pač pa šteje v zgodbah. Ta mladostnost, ta duh, ta energija, temperament, to je tisto, kar znamko Seat še vedno zelo diferencira od ostalih. Posvetimo pa se še nekoliko Seatovi bližnji prihodnosti. Next year, the main protagonist will be the new Leon with different bodies, so different versions, lots of engines. Z velikimi avtomobili blagovna znamka Seat še ni končala. V letu 2020 pride še, bom rekla, nova, malo večja, v bistvu modelska pokritost strani Seata in recimo B segmenta.